Hvaležno pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke. Danes boste dobili majčkeno vpogleda v slovenske podjetniške zgodbe, zaradi katerih boste še bolj verjeli, kako pomembno je, da niste lojalni samo blagovni znamki brez glavo, ampak predvsem, da prepoznate kvaliteto in da zaupate ljudem. Danes v naši družbi, že večkrat videni tudi v naših oddajah, gost Milan Kuster, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Vi ste strokovnjak v Sloveniji na področju prezračevanja, ki je tako bistven za naše zdravje, za dobro počutje in na koncu koncev tudi za vitalnost vsake zgradbe, ne glede na to, ali je to hiša ali je pa to stanovanje. Ja, odlično ste povedali. Če je zdrav objekt, potem so zdravi lahko tudi ljudje, ki živijo v njem. Zdaj, že sem majčkeno povedala, da bova govorila o različnih podjetniških zgodbah. Vi sami ste tudi eden izmed tistih, ki spoštuje predvsem kvaliteto in je usmerjen v razvoj. Res je. Že od vsega začetka, ki sega tja nekje v leto 2010, je bilo moje glavno vodilo to, da lahko ponudimo slovenskim družinam produkt, ki jim bo izboljšal kvaliteto življenja. Prezračevalni sistemi kot taki takrat niso bili poznani. To ni bila stvar, ki bi jo ljudje vgrajevali in poznali in razumeli, kako pomembna je njegova uporaba. Bili pa so problemi, isti kot danes, se pravi vlage, odvečne, plesni, kondens na oknu in vsi ti pokazatelji slabega zraka, ki potem posredno vplivajo tudi na počutje stanovalcev in na njihovo zdravje. Zgodba se je potem razvijala, vse, kar smo uspeli zaslužiti, smo vložili nazaj v izobraževanje javnosti, izobraževanje tudi strokovne javnosti in pa v razvoj, ki nas je pripeljal do ene točke, kjer smo lahko rekli, da smo pa res lahko ponosni, kajti uspeli smo doseči standard, bom rekel, kjer so slovenski domovi, procentualno gledano, glede na število gospodinjstev, daleč prvi v Evropi po številu prezračenih gospodinjstev. Bravo, evo, tu si pa moramo res čestitati, da dejansko smo prišli do te stopnje ozaveščenosti, ker v tujini je sicer jasno, naprimer, če boš dal zamenjati okna, seveda boš uredil tudi prezračevanje oziroma je to nek temelj kot tak. Vse to ste uspeli doseči takrat pod imenom podjetja Lunos. Res je, mi smo bili 13 let zastopniki nemškega proizvajalca Lunos, ki je imel dosti v redu rešitve, ni pa uspel zadostiti našim potrebam, ker kot sem povedal, mi smo vedno usmerjeni na uporabnika. Reševati moramo pa različne situacije, od mansard do kletnih stanovanj, do frizerskih salonov, joga centrov, teniških dvoran in etc. In ko smo mi vztrajali, predlagali tem nemškim partnerjem, da se premaknejo, da razvijajo tudi kakšne nove produkte, da nadgradijo obstoječe produkte. Mi smo že leta 2018 želeli, da bi razvili mobilno aplikacijo, da bi razvili možnost daljinskega upravljanja. Vse to, veste, v želji, da bi na koncu konca bila tudi montaža čim krajša in da bi bil čim manjši gradbeni poseg. To je zelo pomembno, ker mi delamo več kot 80% sanacij, se pravi v objekte, kjer ljudje živijo. In tam je zelo pomembno, da je gradbeni poseg čim manjši. No, Nemci kot Nemci se niso premaknili in tam nekje pred letom dvema je pa to nam bilo tega dovolj. Smo se odločili, da prekinemo sodelovanje z njimi, da razvijamo svojo linijo produktov in jih nadgradimo z slovenskim znanjem. Seveda smo sodelovali tudi z nekimi nemškimi inštituti, tudi z slovenskimi fakultetami in razvili smo produkte, za katere lahko zdaj trdim, mogoče malo neskromno se sliši. Neslovensko. Neslovensko, ampak so daleč prvi v svetu po funkcionalnosti, po performancih in po vseh parametrih, ki so pomembni za to, da dobro prezračevalni sistem deluje. In vse to se zdaj odvija pod imenom iVent, ki ga ne prepoznavajo samo v Sloveniji, ampak bojda tudi v drugih deželah, celo v Kanadi.
Res je, mi smo ime Lunos zavrgli, čeprav smo to blagovno znamko gradili 13 let. In to je neverjetno pogumno. Meni so neštetokrat ljudje rekli, Jasmina, kakšen klepet ob kavi, nikoli ni nobene kave, ti kave niti ne piješ, ampak nisem nikoli zbrala poguma, da bi naredila nekaj takega. Vi pa ste šli v drugo zgodbo, novo zgodbo, sveže poglavje, nova knjiga v resnici. Res je, obrnili smo list in smo se usedli in smo ugotovili, da smo posel ljudje. Mi smo tisti, moji sodelavci in jaz, ki smo v Sloveniji prezračili 50 tisoč objektov. Mi smo tisti, ki smo sicer še pod blagovno znamko Lunos vzpostavili sistem, kjer po 2 dneh lahko obiščemo vsakega, ki si želi imeti prezračevalni sistem in mu ponudimo strokovno rešitev njegovega problema. In mi smo tisti, ki imamo, in edini smo tisti, ki imamo 17 popolnoma opremljenih monterskih ekip, ki lahko v roku enega tedna nudimo montažo po celem področju Republike Slovenije. To lahko potrdim tudi sama, ki imam vgrajen sistem vaših ljudi. Ampak zdaj me zanima, torej omenili ste iVent. iVent je torej ta zgodba nadgradnje vsega tega, kar vam je prej omogočal Lunos. Torej, Lunos ime se ne pojavlja več v Sloveniji ali kako? Torej, Lunos je nemški proizvajalec. Ime Lunos v Sloveniji smo naredili mi, ker se je tudi moje podjetje imenovalo Lunos d.o.o. Potem, ko smo naredili ta korak naprej v smeri iVenta, sem isto podjetje, ki se je imenovalo Lunos, sem preimenoval v podjetje iVent. Lunos je se umaknil iz slovenskega trga za cirka leto dni. Pred mesecem 2 smo pa dobili informacijo, da se je vrnil na slovensko tržišče z nekim žepnim podjetjem, ki bi zdaj naj tudi ponujalo Lunosove proizvode. Jaz jim ob tem želim vso srečo. Je pa res, da je to novo ustanovljeno podjetje z ljudmi brez izkušenj in uporabniku je, da se potem odloči, ali mu je pomembno ime, ali mu je pomembna kvaliteta. To je pa skoraj neka taka manipulacija, kar se imen pa tega tiče. Glejte, je in ni. Mi se zavedamo in verjamemo, da so podjetja ljudje, tako kot ste rekli, in tudi slovenski kupec ni neumen. In hvala Bogu, da je tisti, ki želi imeti kvalitetno storitev, ve, da se bo obrnil na iVent in ve, da se ne bo obrnil na Lunos, ki je bil ustanovljen pred 1 tednom ali pa 1 mesecem. iVent je zdaj kar taka moderna zadeva, se pravi, ste uspeli razviti to stvar, da je za upravljanje tudi majčkeno bolj praktična, za sodobnega človeka prilagojena. Seveda, šli smo naprej z časom, to, kar Lunos ni znal, in smo razvili v tej novi generaciji elementov pravzaprav uporabne vrednosti vseh teh sistemov takšne, da imate vi možnost mobilne aplikacije, krmiljenja na daljavo z daljinskim upravljalcem, da smo v cloudu, se pravi, lahko krmilite ta sistem od koderkoli. Hkrati smo izboljšali performance, torej izkoristke, energetske izkoristke, in pa poskrbeli, da so naši sistemi še več kot 25% tišji pri samem delovanju, ker slišnost, veste, je ena bistvenih lastnosti, sploh kadar imaš ti ta sistem montiran po celi hiši, seveda tudi v spalnem prostoru. Pri meni je tako v spalnici. Poskrbim za to, da se fajn prezrači, preden grem spat, ampak po noči pa še vse glih slišim, ampak mogoče sem občutljiva na to, ne vem, kakorkoli. Jaz imam za vas eno dobro informacijo. Mi ne samo, da smo razvili novo linijo produktov pod blagovno znamko iVent, mi smo tudi razvili posebno modifikacijo za vse, ki imate vgrajen sistem Lunos in ga lahko z minimalnim posegom pretvorimo v sistem iVent, kar pomeni, da imate pa potem možnost seveda slišnosti takšne, kot jih ima generacija iVent, hkrati pa tudi vsakega krmiljenja, ustvarjanja urnikov vi lahko naredite tak na iVentu, da ne vem, ob 10 zvečer bo padla slišnost na skoraj nič, pol boste vi lepo zaspali, tam nekje okrog 12:01 recimo, se bo ta slišnost dvignila oziroma količina izmenjanega zraka se bo zopet povečala in bo potem držala na nekem nivoju, ki vas ne bo motil, ker boste že zaspali. Sjajno. Hvala lepa za vse te informacije in majčkeno vpogleda v podjetniške prakse tudi v Sloveniji. Slovenija je glede podjetništva, se mi zdi, kar specifična, kakor ugotavljam. Ja, je specifično, pa ne boste verjeli. Pri teh pogojih, ki so v Sloveniji,
oziroma te naklonjenosti, ki ni najboljša, se rojevajo dobre zgodbe, ni jih tako malo in mislim, da je čas, da tudi ljudje začnejo ploskati kakšnemu podjetniku, ne pa samo kakšnemu košarkašu ali pa nogometašu, ki tolče milijone. Pri podjetnikih je pa denar posledica trdega dela. Mi ne govorimo o tajkunskih zgodbah, mi govorimo o podjetnikih, ki smo začeli iz nič in potem uspeli, bom rekel, zaposlovati cirka 100 ljudi, ponuditi trgu nekaj, kar je dobrega in ponuditi ljudem nekaj, kar jim pomaga za izboljševanje njihove bivalne klime. In to je tisti dragulj v gospodarstvu. Najlepša hvala. Hvala vam za povabilo.